Stis puh in duh sta se mu približala ravno v trenutku, ko je v to luknjo prilezla ženska s težko culo. Ampak še preden je dobro vstopila, se je že privlekla noter še druga, podobno otovorjena, tik za njo pa je prišel moški v ogoreli črnini in se ni nič manj zdrznil, ko je zagledal oni dve, kakor sta se ženski, ko sta se prepoznali. Po kratkem premolku iz odrevenele osuplosti se jim je pridružil starec s pipo in vsi trije so prasnili v krohot. Naj bo snažilka sama prva, je zavreščala ta, ki je prišla prva. Naj bo perica sama druga in naj bo pogrebnik sam tretji. Samo poglej, stari žef, kakšno naključje. Tudi če bi se bili zmenili, bi se ne bili mogli bolj hkrati dobiti. Niste se mogli dobiti na boljšem kraju, je rekel stari žef in vzel pipo iz ust. Kar noter v salon. Ti si tu že kakor doma, kaj ne? Pa tudi druga dva nista tujca. Čakajte, da zaprem trgovino. Oh, kako to škriplje. Stavim, da ni kosa kovine, ki bi bil tu bolj zarjavel od teh tečajev in da ni tu tako starih kosti, kakor so moje. Vsi smo vredni svojega denarja, gliha v kup štriha. Stopimo v salon, stopimo noter. Salon je bil prostor s cunjastimi zavesami. Starec je zagrebal ogenj s staro palico stopnic, useknil smrdljivo petrolejko, ker je bilo ponoči, z usnikom pipe in pipo spet vtaknil usta. Medtem je ženska, ki je že spregovorila, vrgla culo na tla in našopirjeno sedla na pručko, prekrižala lakti na kolenih in se predrzno, izzivalno ozirala po drugih. Kaj pa potlej, Dilberka, je rekel, vsak ima pravico skrbeti zase, on zmeraj. Ja, imaš prav, je rekla perica, nihče bolj. No, potlej pa že ne stoj, ženska, kakor da te je strah. Komu pa je kaj mar? Ne bomo vendar drugemu pljuvali v sklede, a ne? Ne, kje pa? Sta Dilberka in moški rekla hkrati. Vsaj upajmo. No prav, je zaklicala ženska, to zadostuje. Kdo pa je kaj na slabšem zaradi tehle nekaj malenkosti? Mrlič menda ne, a? Pa res, je rekla Dilberka in se zasmejala. Če bi jih bil hotel obdržati še po smrti, ta izprijeni stari oderuh, je nadaljevala ženska, zakaj ni bil bolj človeški, dokler je bil živ? Če bi bil, bi imel koga, da bi poskrbel zanj, ko je prišla stara s koso, namesto da je obležal in spustil dušo takole čisto sam. Tako čista resnica, da bi ne mogla biti bolj, je rekla Dilberka. Cela zadnja sodba. Škoda, da ni malo težja, je odgovorila ženska in bi tudi bila, na to se lahko zaneseš, če bi mi le bilo količkaj še prišlo pod prste. Odveži culo, stari žef, in povej, koliko je vredna. Odkrito, na dan z besedo. Ni me strah biti prva in ni me strah vpričo teh dveh. Vsi smo dobro vedeli, da si pomagamo, kakor vemo in znamo. Še preden smo se tu dobili, se mi zdi. To ni greh. Odveži culo, žef. Ampak iz vljudnosti prijateljev iz tega ni bilo nič, tako da je moški v ponošeni črnini prvi skočil v vodo in privlekel na plan svoj plen. Ni bilo ne vem koliko, en pečatnik ali dva, poseben svinčnik, par manšetnih gumbov in zaponka brez posebne vrednosti. To je bilo vse. Stari žef je vse ne vem kolikokrat pregledal in ocenil in s kredo napisal na steno zneske, ki jih je pripravljen dati za vsako stvar. In se štel vse skupaj v vsoto, ko je ugotovil, da ne bo več mogoče ničesar dodati. Tole je tvoj račun, je rekel žef, in ne dam niti beliča več, pa čeprav me žgejo na ražnju. Kdo je zdaj? Druga je bila Dilberka. Rjuhe in brisače, nekaj malega obleke, 2 starinski čajni žlički in nekaj čevljev. Tudi njen znesek je bil ravno tako napisan na steno. Ženskam zmeram dajem preveč, v tem je moja slabost in to bo moj polom, je rekel stari žef. Tole je tvoj račun. Če rečeš za en sam peni več in ne udariš v roko, se bom pokesal, da sem bil tako razsipen in odbijem pol krone. In zdaj odveži mojo culo, žef, je rekla prva ženska. Žef je pokleknil, da bi laže odvezoval in ko je razmotal že precej vozlov, je potegnil na plan težak in velik zvitek črnega blaga. Kaj bo pa to?
je rekel. Posteljne zavese. O, je odgovorila ženska, se zasmejala in se nagnila naprej na prekrižani roki. Posteljne zavese, pa jih menda nisi snela z obročki in z vsem, ko je še ležal tam, je rekel žef. Ja, kaj pa da, je odgovorila ženska. In zakaj ne? Ti si rojena pod srečno zvezdo, je rekel žef, in boš gotovo zabogatela. Povem ti, žef, da zaradi človeka, kakor je bil on, ne bom držala rok križem, če jih lahko stegnem in kaj dosežem, je hladno odvrnila ženska. Glej, da rjuh ne pokapljaš smrdljivcem, veš? Njegovih rjuh, je vprašal žef. Čigavih pa misliš, je odgovorila ženska. Menda se ne bo prehladil brez njih, bi rekla. Kaj pa, če je umrl za čim nalezljivim, a? Je rekel stari žef, se ustavil pri delu in se ozrl. Nič se ne bo, je odgovorila ženska. Tako pa spet nisem usekana na njegovo družbo, da bi se motala okoli njega zaradi takih lecap, če bi imel kaj takega. Ho, tole srajco lahko pregleduješ, da ti oči pogledajo na oni strani ven, pa ne boš našel niti luknice v njih, pa tudi nobene predrgnine. Ta je najboljša, kar jih je imel, pa tudi res gosposka. Tale dva bi jo bila pognala, če bi ne bilo mene. Kako to misliš, pognala, je vprašal stari žef. Oblekla bi mu jo bila, da bi ga pokopali v njih, pa še lepo, je odvrnila ženska in se zasmejala. Nekdo je bil že toliko nor, da mu jo je oblekel, pa sem mu jo spet slekla. Če v ta namen ni zadosti dobra kontenina, tudi nič nočem. Za mrliča je ravno tako imenitna, grši kakor v temle tako ne more biti. Stispuh je z grozo poslušal te pogovore. Ko so v gruči sedeli okoli plena v pičli svetlobi, ki jo je premogla starčeva leščrba, jih je opazoval z zaničevanjem in gnusom, da bi skoraj ne mogel biti večji, tudi če bi šlo za odurne satane, ki barantajo za samo truplo. Se je zahahljala ista ženska, ko je stari žef privlekel na plan flanelasto vrečko z denarjem in odštel njihove izkupičke na več kupčkov po tleh. Takle je konec, vidiš. Dokler je bil živ, je vse naganjal od sebe, da imamo kaj od njega, ko je mrtev. Duh, je rekel Stispuh in se tresel od nog do glave. Vidim, usoda tega nesrečnika bi bila lahko moja. Moje življenje se nagiblje v to smer. Sveta nebesa, kaj pa to? V grozi se je odmaknil, zakaj prizorišče se je izmenjalo, da se je skoraj dotaknil postelje. Gole postelje brez zastorov, kjer je na raztrgani plahti ležalo nekaj pokritega, kar je bilo sicer nemo, pa se je vendar predstavljalo z groznim jezikom. Prostor je bil zelo temen, pretemen, da bi si ga bilo mogoče kaj natančnejše ogledati, kljub temu pa se je Stispuh oziral po njem, sledeč skrivnemu nagonu in boječ se zvedeti, za kakšen prostor gre. Bleda luč, prihajajoča od zunaj, je padala naravnost na posteljo in na njej je ležalo truplo tega človeka, oplenjeno in oropano, ne da bi ga kdo varoval, jokal za njim, skrbel zanj.